Dolge prisilne počitnice danski otroci preživljajo različno. Nekateri so obiskali svoje starše v njihovih službah, drugi pomagajo pri spomladanskih opravilih na vrtu. Veliko pa jih je obilico prostega časa izkoristilo za obisk zobozdravnika. K gneči na zobozdravniškem stolu prispeva tudi manj pozabljivosti. Normalvis så der måske 5 om dagen, der glemmer at komme. Kan du åbne lidt op? Og nu her under lockouten, der det måske 1 om dagen, der ikke lige kommer til tiderne. 12-letna Frederike pa se je znašla tako, da ure biologije nadomesti z raziskovanjem gozda. O tem in o prisilnih počitnicah poroča na svojem blogu, ki ga bere več kot 1000 ljudi. Jeg synes, det kunne være ret sjovt at starte en blog, så nu kom der ligesom lidt oplagt et emne om lockout, og så tænkte jeg da bare, at det kunne jeg så skrive om. Čeprav je zabavno obilico prostega časa izkoristiti za različne dejavnosti, pa nekateri v dolgih počitnicah ne uživajo več. Det er nok fordi, at jeg ser, at der er ikke noget normalt. Altså, efter 14 dage kan man godt have for meget fritid. Nekateri učenci so celo tako zelo žalostni, da ne morejo spati in jesti. Nu mangler de skolen, og de mangler udfordringerne, de mangler strukturen i hverdagen. Poleg tega šolarje in starše skrbi, da zaradi zaklenjenih šol šolskih obveznosti ne bodo mogli izpolniti do poletja, kar bi pomenilo poletno učenje namesto poletnih počitnic.